Lepo pozdravljeni. Danes je čas za glasbo. Od ojačevalcev pa vse do akustične glasbe. Z mano je namreč kitarist, glasbeni virtuoz Elvis Šahbaz. Lepo pozdravljen. Pozdravljen. Večkrat sem lahko v recenzijah prebrala, da si človek, ki ne pozna not. Kako torej si se lotil sploh igranja kitare? Kako se je vse skupaj začelo? Neka legenda pravi, da so te hoteli najprej dati na učenje trobente, ampak so potem takrat rekli, da nimaš posluha, ampak danes kaže, da očitno ga imaš. Tako da kaj se je pravzaprav zgodilo? Tako, začelo se je tako, da imel sem željo neko, ne vem, to neka notranja želja. V šoli smo rabili za prinesti inštrumente, jaz sem pol mami rekel, veš to rekli, da moram prinesti kitaro, ne, v šolo. Ne. In pol nekako sem jo prepričal in smo šli kupiti to kitaro. Ne. In tako da sem imel to kitaro, pač klasična kitara, bila ta mala, troška. Tako se je to potem začelo. Ne. In to sem potem včasno sem jo primil roke, pač nisem znal nič, imel sem 6 let, 7 let recimo, 7-8 in tako. In pol tako, včasno sem jo vzel ven z tiste fotrole, sem malo tako, to je neki prvi stik, no, tako. Imel sem pa nek odnos do tega, ne, sem, pač inštrument je bil, ne, ni bila neka igračka, tako bolj nežno, ne, rokoval s tem. Kako pa si se potem recimo učil igranja? Si poslušal glasbo, potem poskušal sam ali si, ne vem, si pomagal s kakšnimi akordi? Ja, veš kaj, pač bilo je, takrat smo igrali vsi kitaro, ne, vsak je igral kitaro, ne, recimo kasneje, ko sem imel 12, 13, 14, 15 let, vsak je nekaj znal zaigrati 3 akorde, ne, pa si pobral en akord tam, pa si pobral en akord tam, pa si pobral en akord tam, tako, pol nekdo ti je mogoče nekaj, pač občasno ti kakšen, ki je znal nekaj več, ti je pokazal Knockig in Vzdor, ti je pokazal kaj bolj tako zapletenega, tako težne, začetne komade, ne, tako. S tem, da sem se jaz potem hitro naveličal, tudi zato, ker nisem pač pel, ne, nikoli nisem pel in sem bolj samo preigraval in moram reči, da me je kar dosti zgodaj jaz tudi danes, recimo petje, redko kdaj, ja, saj sledim besedilom in to, ampak sem bolj naravnan na glasbo, kot na celoto, ne. Recimo, zgodilo se je, ne vem, meni mi je všeč Vasco Rossi, daleč od tega, ne, pa kar vemo, jaz smo šli na koncert Vasco Rossija, tu v Lignano, ne. Ampak kot celoto opazujem, ne, pa kaj ne veš, ne, pa vprašam, kaj ne veš, o čemu poje. Ja, razumem mi tako, vse vem o čemu poje, ampak mi nekako ne ostane to v nekem, ni mi prioriteta tekst, ne, beseda, ne, ampak prioriteta mi je, da ta energija, ta pač feeling, ne, recimo, ne, tako. Da mi je že od začetka nekako samo glasba kot glasba, kaj mi govori, ne. Ne beseda, ampak kot glasba, ne. Pa glasba v zares širokem pomenu besede, prej si bil v power bandu, zdaj pravzaprav igraš nekaj, kar veliko recenzentov primerja pravzaprav celo z skladbami, ki jih piše Tarega. Odkud v bistvu danes črpaš? Sploh recimo tvoji solistični albumi, zadnji 3, ki so izšli. Ali se res napajaš toliko iz klasične glasbe? Mogoče zdaj si se malo bolj obrnil v to smer? Ali to slučajno pride tako? Ma ne, ja, škaj malo, ne vem, kako bi to zdaj povedal vse skupaj, da je čim bolj preprosto razumljivo. Ne pomislim. Igral sem ja tudi z ansambli, tudi rock, tudi z Implozijo, recimo smo delali tudi z Euforbijo, tako sem tudi s tem sodeloval, je pa res, da smo večinoma inštrumentalno, ne. Veš kaj je, zdaj, ko sem se, kaj za mene predstavlja to, kar počnem, se menjava, ne, skozi življenje se je dostikrat menjalo, ne. In recimo, je kot jezik, to je komunikacija, pač jezik, glasba je zelo preprosto, isto to, ko se zdaj spet pogovarjamo, ne. In je na nek način kot neka vera, verjamem v tisto, kar slišim, ne, v te skladbe, v te strukture, ne, in potem je to povedano tako, vse skupaj je zelo zapleteno in istočasno je zelo preprosto, ne.
Ker skozi barvo, recimo ko igram, pa ne vem, čisto tako, kot da bi recimo zdaj primil kitaro, pride in ti potem jaz v enem trenutku skozi tisto preigravanje z tiste barve, kar dobim impuls, vidim, ne. Kot da bi, veš, kaj rečejo, jaz sem to nekajkrat primerjal s kamero obscuro. Veš kaj, kamera obscura je, ti odpreš in zapreš, ne. In zdaj na onem nekaj ostane na tistem platnu. No, in to je nekaj podobnega, no. Jaz pač cak doživim, okej, točno vem in vem, vse vem, ne. In potem grem, ne. In to predelavam, ne. Zato sem recimo zdaj v Tolminu sem lepo povedal, ne, so se vsi smejali, ne. Sem igral v Tolminu in sem rekel, so hoteli imeti Parencane blues, ne, da igram na koncu. Sem rekel, da vam povem Parencane blues, to sem jaz, ne. To je neki začetek, recimo eden prvih strukture in prvih komadov, ki sem jih v življenju naredil. To sem tudi prvi album sem pač naslovil Parencane blues. Govori pač o tej Istri in o tej Parencani in vsemu temu. In tudi všeč mi je bilo ta vožnja z vlakom, tako ko sem se vozil v Logatec. Tako, rad sem se vozil, recimo, to je bila neposredna izkušnja za mene z vlakom se voziti, pač ko si otrok, ne. In ta Parencane blues je, letos ima 40 let in je vedno enak, je isti, ni isti, je dozorel, zori, ampak je tako pač, zato pravim, vera neka, ne. Pač ne morem tega pozabiti, ne. Zato mi pa dosti krat reče, kako si pa zapomniš. Je zelo preprosto, ne, pač Parencane blues, komu pozabil. In potem tako gre naprej, ne. Ampak si vseeno mogoče na kak način zapisuješ ali vse res ostane v glavi? Ne, vse imam v glavi. Redko, kdaj, ampak to ima jaz neke svoje, neke formule. To si kar sproti izmisli, ne, neke formule. Recimo, če dobim res nekaj zelo zapletenega, ne, ki vem, ki vidim, rečem, okej, veš, ta kamera obscura včasih se odpre in pokaže premalo, ne, da doživiš in pol mi ostanejo neke luknje, recimo, si zapomnim. Recimo zdaj imam, pri tem zadnjem albumu Beyond Dreams je Kaleidoskop, predzadnji komad, ne, je nastal, zanalašč sem ga dal na album gor, nastal je v fazi snemanja, ne. Tisto, ves tisti proces, ki je bil, in mi je prišel ta komad, ne. Ampak jaz sem točno vedel, na polovici je ena luknja in sem vedel, sem rekel, dobro, tukaj nekaj je še, ne. Ampak pač, ko bo, ne, nimam kaj, ne. In sem ga vseeno, kljub temu sem ga posnel s to luknjo. Komad stoji, ne. En mesec nazaj mi se pa prikazala Marija, bi rekli, si mi prikazala še to, ne, sem dobil še to, ne, okej, to je od tam, ne. Okej, super, ne. In zdaj recimo tudi, če bi zdaj ga zaigral, tudi tisti redki pač, ki poznajo Kaleidoskop, mogoče niti eni bi opazili, eni niti ne bi opazili, ne. Je pa zelo lep kos notri neki, potem pa vse to skupaj poveže, ne. Da je potem res ena celota. No, tako recimo, tako nastajajo stvari, ne. Ene informacije dobim takoj, točno vem, pa ene pa traja dlje, no, kakšen mesec, 2, 3, teden, odvisno od ideje, pač, ki pride, ne. In to cenim in to spoštujem in tega se držim. In zato je tudi ta Beyond Dreams nastal, pač, ki sem res toliko se poglobil. Jaz sem še najmanj, še enkrat toliko, pa še plus, imam v rezervi, čakam neko pravi trenutek, da posnamem potem še to, kar imam pač na zalogi, no. Ker v bistvu glede na tvojo glasbeno kariero si precej pozno stopil na to solistično pot. 2017 je bil prvi samostojni album, a ne? Ja, veš kaj, takrat je, ne, sem že dolgo, ne, v bistvu igram, odkar vem zase, ne, tako. Sem tudi kot 16, 17, 18, ko sem 20 let, če grem 35 let nazaj, tako, sem nastopil tudi takrat, ne, tako, občasno tu pa tam, ko sem nastopil tudi takrat, kakšne otvoritve razstavke, takega, tako. Ne, 2017, 5-6 let prej, recimo 2010, recimo, ne, sem jaz potem se rekel, fajn bi bilo nekaj, ne, in sem to hotel povezati nekako na Izolo, to sem rekel, ta Parencane blues bi nekako kot prvi album, ki ga bo naredil, sem ga v sodelovanju z Andrejem Flegotom, ne, on je bil producent, sem rekel, da bi ta album posvetil nekako temu okolju, ne, ki me navdihuje, ker živim, ne, Izole, zato tudi recimo Svetilnik, ne,
zdaj, če samo Parenciana blues sem že razložil. Pač to je, jaz govorim o svojem videnju, ne. Svetilnik je recimo, tam sem pustil mladost, ne. Plaža Svetilnik v Izoli in gor z onega travnika in to, ko pogledaš dol, vidiš tisti svetilnik, vidiš morje, vidiš vse elemente tega, ne, vidiš ogenj, voda, veš, tako, malo filozofsko se skupaj povezano, ne. Tako neki vtis, ne. Ne, Parenciana, Svetilnik, Izola, ne, Viža, ne, tako. Imajo tudi komadi imajo neka imena, ki so povezana pač s tem okoljem. To sem ta prvi album nekako sem rekel, kaj to neko posvetilo, ne. Se pravi, ampak nadaljeval si potem tudi z Andrejo kot producentom še na drugem albumu, kaj pa na tretjem? Na tretjem, ja, to je zdaj spet ena zgodba za sebe, ne. Veš kaj je, jaz sem 2019 sem naredil Io, ne, ta drugi album in pol tako so mi rekli, ja, kako? Ne, kako drugo, sem rekel, veš kaj je, sem rekel, glej, veš kaj, to je ustvarjalni proces je to, ne. Ti se lotiš in rečeš, okej, bom, če ne bi imel recimo idej, recimo temu, ne, te povezave, pač tega ne bi naredil, ne, jaz sem nisem imel niti zaključil, jaz sem že imel naprej, Beyond Dreams je prehitel druga dva albuma, ne, naj bom iskren, ne. Vmes je bila korona, ki je vse skupaj nekako zabrenzala, ne, in pol tako, ta Beyond Dreams je bil, ki sem naredil tudi sam en korak bliže k sebi, pa kakorkoli, zato je Beyond Dreams onkraj sanj, ne, zato tudi cel koncept albuma je narejen, tudi smo ga v bistvu Beyond Dreams je bil posnet v, ne vem, v 2 urah, ne. Wow. Ja, ampak sem bil pripravljen, sem točno vedel, kaj, ne, kako in to. Ne. Saj tudi z Andrejo, tudi prva 2 albuma, ne, če ne veš, kaj delati v studiu. Snemanje ni, od tisti, ki je probal snemati, ne, to je malo podobno kot tukaj, ko mi zdaj, ne, mi smo zdaj tukaj se snema, ne. Eno je na ulici pa v kafiču sedeti pa se pogovarjati, ne. Drugo je pa pol, ko so kamere, ko se to snema, ne, ki to bo nekam šlo, ne, pa to je tudi glasba, ti greš v studio, plačaš studio, plačaš producenta, vse to so stroški, ne. In če ne veš, kaj tam delati, če nisi ti pripravljen, je vse skupaj brez veze, ne. Saj jaz recimo, zdaj, ki sem že pri tem, ne bom povedal, recimo na drugem albumu, Iotu, Spirito in Zdenski sploh niso imeli za biti tam, ne. Zato, ker to so bili čisto sveže zadeve, ampak jaz sem po enem tretjem dnevu sem sam pri sebi nekako doživel neko polemijo, sem rekel, ma glej, škoda denarja mojega, mislim, škoda vašega časa, škoda denarja, škoda vsega skupaj, dajmo pustiti se skupaj, se dobimo naslednjič, ker ne. In pol sem odigral ta 2, pač Spirito in Zdenski sem odigral, bolj brez veze, ne. In pol je flegel, ne, je rekel, glej, ti si tam guslal za sebe, se čas zapravljal sam s sabo, jaz sem to posnel in meni se zdi to dovolj dobro za album, ne. Sem rekel, dobro, sem rekel, dajmo to slišati, da vidimo, kaj gor je, ne. Ni bil namen ta, ne. Recimo to sem zdaj mimogrede še omenil. Sicer mogoče v pripravi že kak nov album, se vem, da je komaj 1 leto od prejšnjega, pa vendar praviš, da imaš toliko stvari že napisanih, zrežiranih. Ja, veš kaj, korona je trajala 2 leti, korona je blokirala vse skupaj malo, ne, sem imel, takrat tudi sem bil zagnan in to. In pol, kaj češ, pač tak čas čuden je bil, da sem se skupaj malo pač rekel, okej, ne. Če nisi mogel z Izolo, Koper, kamoli, ne. In no, pol sem še neko službo našel, pa sem delal in tako naprej, istočasno tudi glasbo naprej, ne, daleč od tega, ker brez tega pač itak ne morem. In sem pol nekako sem rekel, okej, sem razmišljal dosti o tem, ne, ki vsi rečejo, ja, živi svoje sanje, ne, pa vsi mi imamo svoje sanje, ne. Zaživeti svoje sanje,
se na nek način ni takih jih živim, ne, ampak sem tako, iz tistega silnega razmišljanja je prišel bolj ta Beyond Dreams, tako, ok, to je ta neka zgodba, ki govori o nekem življenju, ne, in potem teh 9 komadov, notri je pač prelud, ki se rodiš, tako, pač moje videnje neke, kaj sem hotel s tem povedati, ne. Tako da je meni lažje razumeti, ne. Zdaj, ti, če boš poslušal, pa kdorkoli posluša, pa si lahko po svoje razlaga, ne. Hvala Bogu. No, tako je na življenje, nekaj to, pa odraščaš, pa se zavedanje sebe, ne, pa tako naprej, ne. Selfie, zavedanje minljivosti tudi, ne. Speranca, ki pa ti vlije upanje, ne, aha, okej. Pri selfiju se začneš zavedati minljivosti, ne, zdaj pač kadarkoli pač se začneš zavedati tega, ne. Ampak speranca ti da upanje, ne, da v nekaj več, bi rekli, tako kot jaz verjamem v glasbo, ne, pač po te svoje komade, albume. In pol prije Kaleidoskop, ne, ki pol je pa že, to je že, kot češ, onkraj, ne, ki je pol, ne, si že, bi rekli, na nek način, na drugi strani, ne. Pa Goldiš pa sploh, ne, Goldiš je pa, to sem si sam zmislil ime, ne, ški sem dajal imena. Problem, vidiš, zdaj bom malo preskočil, ne, debato. Sem dal, Lora, da nisem samo, no, to je vse kriv Beyond Dreams, ne, ta razmišljanje in to. To sem tudi, potem sem dal to založbo, to sem zbral, sem jim dal 50 € in oni potem to so pač dali v svet, ne, pač v Spotify, YouTube, se to pač danes si počnejo, ne. Problem sem imel z imeni, ne, sploh Šumniki, Škratkova, Žetev, veš, tako, sem videl, da tam radajo neke problemi, tudi ko sem prijavljal ta imena, potem dvojna imena, zato sem rekel pri Beyond Dreamsu, ok, bom tukaj malo bolj pazil, ne, bom zbral neka imena, ki, no, tako je prišel ta Goldiš, ki je za mene predstavljeno, bi rekli, ena kopa, en kelih, veš, ki vre, da zdaj recimo v tem primeru zlato, biseri, dragulji, veš, tako, en vrelec nekega nečesa lepega, ne. Ne, tudi lepo, jaz pogostoma, mogoče se bom malo čudno slišala, ne, čuj, nobenemu nam ni lepo, ne, mislim lepo, nam je lepo, ne, ampak vsi imamo mi svoje križe in težave, ne. Je težko to sprejemati, ne, ampak je težko tudi lepe stvari, tudi ni jih enostavno sprejemati, ne. Nekaj, recimo se ti nekaj lepega zgodi, ima tudi svoje težo, ne. Isto tako nekaj slabega, ko se ti zgodi, pač je treba to nekako znati sprejeti, vzeti. Mora se vse nekako zbalansirati. Res me pa zanima tudi, prej si igral v bendih električno kitaro. Zdaj pa pravzaprav si igraš akustično kitaro, mogoče si celo eden od bolj znanih akustičnih kitaristov trenutno v Sloveniji. Kako, da si se odločil za to verzijo kitare? Veš kaj, najbolj se mi nekako, ne, si tudi električno, se daš tega, najbolj se nekako, se vidim, no, da se poveže z mojim bitjem, bi rekli, no. Tako, ta barva mi strašno, mi odgovarja, jaz sem, zato pravim, ne, to je, vse skupaj je tako preprosto in hkrati tudi komplicirano, ne. Recimo zdaj ne bi rad hodil v neke grozne debate in detajle, da ne bomo tu 7 ur. Jaz sem imel grozne probleme s to kitaro. Ta kitara, ki sem Beyond Dreams, ko sem šel snemat, ni stara, pač, ampak ene tehnične težave sem imel z njo, s tem odjemalnikom zvoka in tako da, v bistvu, da sem jo spravil v funkcijo, je to trajalo 10-11 mesecev, da sem spet nazaj jo začutil, ne, da ta je proces, ne, ja, ne, tako in pač, jaz sem pač takšen, ne, saj lahko igraš, saj lahko primeš, saj igraš, ampak vsak inštrument ti da nekaj, ne, bi lahko kupil drugo, bi lahko pač sem mogel ene spremembe narediti in da je potem spet, da se čutimo, da je to barva, da je to energija, ne, ker potem narekuje pol sistem in vse skupaj, ne.
To je podobno kot poezija, recimo, ne. Saj glasba je itak, je pač, ni isto, če bi jaz prebral eno poezijo ali pa ti, ne. Pač ti imaš že to je samo, ne, moj moški glas, malo bolj tako, tvoj ženski glas, ne, zdaj odvisno od poezije, ne. Pa ni isto, ne, za poslušalca ni isto, ne. Ne, pa če nas je 50, pa vsak, da isto poezijo prebere, bo 50. Vsak bo neko drugo energijo, vsak bo na nek drug način pač jo povedal, ne. Pač te ni važno, koliko je dolgo. No in to je isto, ne, tako. Igraš na najlonske strune? Ja, najlonske strune. Zakaj ne železnih? Ne vem, ker ima ono toplino, ima ono posebno barvo, ima, ne. Najlonska struna ima eno posebno barvo, eno toplino, pač tako, to mi najbolj odgovarja, ne. Kovinska struna, imam nekaj tudi, ne, imam tudi ampak ono, ne vem, pač, ne vem, je drugi svet, ne, to so različni svetovi, ne. To je en svet, to je drugi svet, vse tudi klasične najlonske, da ne boš mislil, jaz imam, pač dve imam, ki sta dva svetova, ne, ena je, jaz temu rečem ono, na nek način, ker tudi funkcionira drugače, ne, rečejo hemisfer, veš to, možgani, pa to leva polovica, pa desna, ne. Imaš drugače oglašeni mogoče tudi? Ja, itak, ne, te imam, razen pač električno imam standardno ono, električna kitara, oglašena tako kot vse kitare, ne. Tako. Ma tudi rečem včasih, ne, tako na kakšnem koncertu, ko kje igram, ne, nimam pojma, ne, jaz, ne, ono, ne, rečna kitara ima normalno oglašeno in sem daleč. Od mene boljših je, že v tej Kidričevi ulici sigurno jih je 10, ne, ki pač, ne. Mislim boljših, pač, ki imajo več izkušenj, več znanja, več, pač tako. Jaz sem svoje, ne, jaz imam v akordu, imam DG, HD, ne, in imam ta sistem izpiljen, tako igram že celo življenje, ne. Imam v duru, imam v molu, pa še ene druge oglasitve uporabljam in pol je tam čisto drugo je, ne. Ne moreš, če primeš ti, da boš ignal Clocking Heavens, dol ne gre, ne, zato ker če primeš G, ni G, ne, je čisto nekaj drugega, ne. S tem, da jaz se nisem nikoli spuščal v to note, ne, ko praviš, ne, da pismo, da znam brati, ne. Pa poslušam in izrazim tisto, kar se meni, kar mi pač prije, no. Pa imaš torej dve različni kitari ravno zaradi različne oglasitve ali sta tudi, na primer, ne vem, drugačen les? Drugačen les, druga zgodba, ne. En temperament je drugi, zato ker recimo Izola, Viža in te komadi, tako za moje pač razumevanje, spadajo v eno kategorijo, ne. Recimo BSME spada v drugo kategorijo, ne. Bi rekli, je isto, za enega bi rekel, nekdo bi lahko rekel, ma kaj kompliciraš, ne, isto je, ne. BSME je bolj mediteranski temperament, ne, je bolj, poljubi me, ne, tudi naslov pove, ne, in je ono, ena mehkobo, nekaj drugega, ne. Recimo Viža je pa bolj tako, bolj tak klasičen komad, ne, tako, ki pač pove, ima eno drugo zgodbo o sebi, ne. In tudi če igram meni ni isto, no, mi ni isto, zato ker je čisto drugi občutek je, no, drugi občutek, kako ti igraš, ne morem z istim občutkom in ne eni in drugi, ne. Lahko, ampak ni isti, ne. Recimo Viža je najbolj do izraza pride, če zaigram na tisti drugi, ne, pač na tej rdeči. Imata ime? Rdeča, bela? Ma ne, ene smreke, ene pa cedra, no. In katera je toplejša, smreka ali cedra? Ja, meni zdaj tako kot malo, ono, eni pravijo, zdaj tako je, eni rečejo tako, eni rečejo tako. Meni je lih nekako kontra, ne. Meni mi je recimo ta moja, ta smrekova je dosti bolj mehka, toplejša, bolj tako. Tudi strune, če dam iste strune na ono, ona je trda, mislim trda, je precej tako, imaš kaj primiti, ne, bi rekli, ima, ta je pa čisto mehka, ne, že tako je mehka, ne, pa iste strune, identične, ne, pa ni isto, ne, je bolj mehka, bolj tako, ta mediteranski temperament, no, tako rečem. Kako pa si prišel do teh dveh kitar? Je bilo to slučajno, si jih šel preizkušati? Ne, ta prvo sem kupil v Trstu in ta drugo sem po internetu naročil. Je pa res, da sem iskal, sem gledal, sem rekel, okej, ne.
kitare lahko grejo cene, ne, in pač moraš imeti, ne, s čim si to privoščiti, ne. Jaz sem pol hčerko se kar prosil, sem rekel, veš kaj, da po 2 letih, veš, koliko sem, nisi mi nikamor mudilo, ni, da bi zdaj nujno rabil, ne. Daj piši ti meni tam na Arju, pa sem mi, kje bi lahko dobil, en model sem videl, da ga imajo, in so mi pol poslali, ne, sem potem kar z Beograda, ne, ker sem imajo zastopništvo v Beogradu, iz Beograda v Zagreb, pa sem šel iskati v Zagreb. 400 evrov, to ne govorimo mi o ničem. Pa še 100 evrov pot. Ja, ne, ni to neka cifra za kitaro, ampak je, jaz pravim tako, da ni, če stvar funkcionira, ne, pa ti lahko, ne vem, jaz sem že probal igrati recimo na kitaro za 8000 evrov, ne vem, no. Ja, morate se kitarist in kitara ujeti. Ja, ne, jaz imam to izpiljeno, vse, tudi sam sem si kobilico, to vse sem si marsikaj sam nekako doteral do tega, da je ono odzivna, ne, da mi odgovarja, ne. En kup dela s tem, veš, da ne boš mislil, da je to kar tako, da špila, ne. Kaj pa recimo prostori? Z električno kitaro je verjetno malo lažje, ker tehnik naredi pol dela, kako bo kitara zvenela, ampak kako pa je recimo pri tebi s prostori? Igral si že po praktično celi Sloveniji, imajo kje boljše akustične prostore, kje slabše, kje recimo si res užival v tem, da si lahko slišal in sebe in da so te lahko ljudje slišali? Ja, dobro, jaz imam svoj zvok, ne, imam svoje škatlo, ne. Ja, mislim, odvisno, to vse odvisno od placa. Tudi je mislim, problem, to vsi vejo. Ko ti prišel en prostor, on ko je prazen, je en zvok, ne. Pol, ko se napolnijo ljudje, je čisto neki drugi zvok, ne. Mislim, pač drugače ono, ne. Ma ne, vedno mi je lepo igrati, no, samo da ni ono preoštro, tako da je ono mehkobo, jaz sem rad mehkobo, ne. Tako da je lepo mehko, da se lepo sliši mehko, ki če je oštro, pol una oštrina, veš, te malo deskoncentrira, ne. Kar neki zvoki ratejo zraven, ki sploh ne bi rabili biti, ne. Tako, ko je lepo mehko, tako. Takšni intimni prostori, no, bolj tako, ne. Tudi meni je bilo lepo. Se ti zdi, da dobiš dovolj priložnosti za igranje, sploh recimo tukaj v Istri? Ker pogosto slišim zadnje čase, kako primanjkuje ravno prostorov za koncerte v Istri, zato vprašam. Ma jaz, da ti povem po resnici, jaz tako malo koncertiram, jaz sem letos igral 3-krat in ne vem, če bom še 3-krat, bo to super, ne. Nisem, samo iniciativno nisem toliko, da bi se nekaj toliko pač izpostavljal, ne, je tudi z glasbo, recimo, ni omembe vredno, sploh ne bi niti se temu pogovarjali, bi rekli output pa input, ne. Ne, outputa je, ne, da ne govorimo, ne. Inputa je zelo malo, ne, tudi, kaj sem, ne vem. Škaj, to je, ne vem, če bi zdaj danes o temu govoril, ne. Ne izpostavljam se toliko, no, pač to, kar počnem zato, ker rad to počnem, zato, ker to moram početi, ne, iz neke notranje nuje. Rad bi posnel še pač to, kar imam nekako zastavljeno. To je to, ne. Zdaj, se menim, no, za leto se nekaj se dogovarjam, danes sem se nekaj dogovarjal. Grem, ne, imam tudi nekaj naslednji mesec, imam tako, ne, tako. Se prijavljam, na razpise, pa pol nekje te vzamejo, nekje te ne vzamejo, pa tako, ne. Je pa treba priti spet do teh razpisov, pa tako. Ja, lani smo te pa recimo lahko videli v enem takem audiovizualnem performansu na Kino Otoku, ko sta z Davorinom Marcem, pravzaprav on je prispeval ta vizualni del, ti si prispeval ta glasbeni del. Je bilo prvič, da si na tak način sodeloval z nekom, ki ni glasbenik? Ne, jaz se moram pohvaliti, da s Kino Otokom sem kar nekaj, no, tako sodeloval, kakšne uverture, v kakšne filme, ne, recimo Città Giardino, ki je bilo, tudi sem spremljal, Fourteen Reels sem naredil, tisto sem z električno kitaro, Fourteen Reels, 14 filmčkov, 50 minut, sem uživo spremljal, ne, pač je bilo, filmčki so se predvajali, sem uživo jih spremljal, ne.
Ne, z Davorino sem že sodeloval tako. Mi ni to tuje, no, tako. Si vzamem čas, pregledam, ne, pač nekaj delajo v tem, ne, pač vidim, kaj je in najdeš. Z eno temo najdeš hitro nekaj, ne, z eno najdeš 3 stvari, pa pol odpade z ene 5, z ene ne najdeš nič, pa tako, to je cel proces, ne. A potem tudi 20-krat vidiš en film? Ja, tudi 50-krat, ne. Z Davorinom sem se pa, no, prvo, kar smo naredili, tisto je pač njegovo delo, ne, Uni Indigo, to je svetsko delo, ne, Indigo, ne. Nič posebnega, ampak je svetsko delo, kljub temu, ne, in to sem mu dal muziko, tam sem posnel 4 ali celo 5 kitar, pač, ki sem jih nasnemal, ne. No, je zelo lep komad, to je tisto, sem mu dal naslov pol Acoustic Trance, in zdaj za Beyond Dreams sem imel nekako, pač s Kinotokom nekako sem jim vprašal Varjo, pač Loreno, z njimi vprašal, če bi, da sem imel neko idejo, da ki bi z Davorinom, da bi mi naredil nek video in da bi ta prvi koncert, bi rekli, tako rekoč, da bi naredil in da bi s to video podlago, ne, odzadaj, ne. In potem tako nekako smo se uskladili in smo to naredili, no. Bilo res tisti dan slabo vreme, ko smo končali pol v kulturnem domu, pa vseeno, ne, lepo je bilo, no, tako. A kje bi pa morali biti? Na Mazjolju. Aha. Na Mazjolju, ja, je Davorin, ni kar tako, ne, on je, smo tudi tako filozofsko šli v to, ne, smo tudi razmišljali, da bi dali, pač kaj danes je moderno to scrollenje, ne, in je, potem smo celo razmišljali o tem, je on razmišljal, rekel, da bi naredil podolgovato sliko, ne, ki mi smo vajeni gledati, kino je tako, ne, je podolgovata v širino, ne, da bi naredili višinsko sliko, ne, da bi pač video tako potekal, ne, celo tašne. Pa samo šel meriti cerkvo z metrom, tam so me gledali gosti, kaj boš kupil cerkvo? Sem rekel, ne, samo merim, delam meritve za Davorina, pripravlja, kako bo, od kje do kje lahko se projicira, ne, tako. No, to je cel projekt bil, ne. Dobro, saj ni, pol smo končali, bo slabo vreme, smo končali v kinu, tudi lepo. Tako rad počnem to. Kaj pa bendi? V 2 bendih si igral, kaj se je z njima zgodilo? Ali še sodelujete? Ali si samo prestopil na drugo, torej v drug glasbeni žanr? Veš kaj, ta sodelovanja, ne, to ni kar tako, ne. In ne vem, očitno tudi jaz nisem glih kar tako, ne, preprost, ne, in ne vem, kaj sem, pač veš kaj, ne vem, jaz pride pač do enih, bi rekli, kratkih stikov, ki, ne, pol, kaj sem, pač ne vidiš, ne vem, to je, ne vem, mogoče kot, kaj sem. Ne vem ti razložiti, no. Je, vse je bilo v redu, vse tisto, kar smo pač počeli daleč od tega, ne. Spoštujem, cenim to, ampak pač je prišlo do tam, do kamor je prišlo, ne, več kot toliko pač se ni moglo razviti, ne. Ne enkrat, ne drugič, ne tretjič, ne četrtič, pač tako. Pol še dobro, da imam sam to pač, kar imam, pač nekako, da pač v temu funkcioniram, ne. Daleč od tega lahko bi z bendi še sodeloval, ne, ampak spet treba, je delo, ne, ne. Sta mogoče kdaj sodelovala tudi z Mefom? Mislim, da sta oba precej pogosto pri Kralju. Ja, ma ne prav tako, ne, da bi nekaj grozno sodelovali, ne, da bi recimo skupaj mogoče sem tako kakšna žurka, ko je bila, pa kakšna malenkost, tako drugače pa, da bi nekaj sodelovali, ne, nismo nikoli, jaz nisem, pač ni do tega, ne. Ja, ker malo se hecam zaradi tega, ker v eni recenziji so prav začeli s tem, da če te ne poznajo, so te zagotovo videli pri Kralju. Ali to še vedno velja? Ne, to ne velja. Čeprav sem tam recimo pustil pri Kralju v letih 29 intenzivnih, 14-15 intenzivnih, ne. Rabil sem spremembo, ne, in pač sem se odločil, ko sem se odločil, da se pač umaknem in da spremembo sem pač rabil, ni mi žal nič in mi je super tako, da malo drugače potem misli tečejo in vse skupaj, ne, tako.
Pa sicer, kako se ti zdi recimo kulturno dogajanje trenutno v Izoli? Je bogato, zdaj poletje se začenja in je nekaj povsem drugega, ampak recimo tako, če govoriva o zimskem obdobju, ko ni toliko turistov, ko ste res sami domačini v Izoli, si zadovoljen s trenutnim kulturnim No, jaz vrvežem? mislim, da se dogaja, no, jaz mislim, da ja. No, ko sem jaz na tekoče se kakšno pa kar naprej nekaj ne, se organizira, tako, jaz mislim, da je kar no, koliko toliko nekaj se dogaja, no. Ne, ni, da je to nekaj ono. Je pa res, da je manj ljudi, ne, je pa res, da na splošno je manj ljudi v Izoli, ne, pač je, ne, jaz sem tam ogromno preživel in tako, jih je kar dosti tudi pobralo, tako. Ratava pač mesto tudi malo bolj turistično, ne bolj tako, no. Bolj v to smer gre, ne, zmeraj bolj, ne. Ribičije ni več, je tako, pač to malo kar je. Tako. Jaz mislim, da je kulture, Izole je bila, zmeraj bila kultura, tudi koncerti, tudi zdaj pri Jan Pejs, Izoli so, Rock in Izole so bili koncerti veliki, ne, so bili, Deep Purpli so bili, celo dvakrat se mi zdi, so bili Deep Purpli, ne. Ne, tako, so bili. Kje pa so igrali? Na stadionu. Jaz sem poslušal, no, sem imel zelo majhne otroke, takrat one prvič, ko so bili, sem poslušal doma, ne, čez okno, cele Izole zmevale, ne. Pa je imel John Lord solo, imel, ne, to se je tresla, Izola se je tresla, ne. Ja, tako, Izola je kar, od nekdaj je bila, vse je bila močna. Pa še toliko let nazaj v nekom plesi v Origoniju, pa tako, da pač tistega ni več, ne, ampak tako. Ma, jaz mislim, da Izola ima kulturno, glasbeno zgodovino kar močno, no. Kdaj pa so bili ti plesi v Origoniju? Je to res, danes se mi zdi, da dostikrat pride do tega prepira, ko kakšni starši rečejo, ne, mi smo hodili ven že zgodaj, o polnoči se je vse zaprlo in potem mladi nazaj rečejo, ne, mi gremo ven šele ob 10, kdo bo hodil ven Ma ne, prej. to je bilo, jaz ne vem, jaz se tega ne, jaz se spomnim samo mogoče pač tistega odra se spomnim, spomnim se tam so bili enkrat, to so bila 80. leta, tam je bil, enkrat so igrali Pankrti, enkrat se spomnim Lačni Franc, se spomnim, pa še en koncert je bil prav v Origoniju, v temu malemu placu, ne tam, ne v kinu. Tam, ki je bil še odr takrat, ne, pa tako je bila ona gostilna, ne. Tam, zdaj pa, ker je bila gostilna, je zdaj cesta za, v Marino, no, tam je zdaj cesta, ne. Tako, to je bilo in dosti prej, ne. Slučajno pač imam enega frenda, prijatelja, dobrega prijatelja, ima gramofon doma, to je gramofon unik, ki ga navijaš, je celo Mara in še neka plošča je notri, mi je enkrat pokazal, ne, ki so imeli plese tam v Origoniju, ne, pa to je bilo 50 let, 60 nazaj, ne. Imam gramofon doma, prav gramofon, ki so ga tam uporabljali. Še z bakalitno ploščo. Ja, ne vem, debela ona, plošča je tašna, centimetrna skoraj, in pol da ono gor, tam navije, ko uro, muzika neka italijanska, enkrat sem to slišal. A potem so DJ-ji pravzaprav takrat veliko več delali, ne? Drugo smer so vrteli. Ja, vedno so nekaj mogli vrteti, ne, bi rekli, ne. Tako zanimivo zgodba, no. Kam si pa recimo hodil v mladih letih na koncerte? To so bili verjetno kakšne druge lokacije kot danes. Ja, žal, pač v Koper, ne, Breclj je bil tukaj, pač MKC je bil, kaj mi v Izoli recimo takrat ni bilo, nekaj smo se trudili tam, ko sem jaz bil mlad, ne, ampak nikoli ni ratalo neki ta, to je pa res, v Izoli je bilo zmeraj tako, za mladino, neki klubi, ne vem kaj. Bez nekaj smo se zbirali, nekaj to, ampak to je šlo zmeraj nekako, da bi nekaj obstajalo dlje časa, ne vem, pač, ne vem, te sreče pa nismo imeli v Izoli, ne. Breclj je tukaj, je furo, pač kaj smo začeli, mi smo bili tudi mladi, ne, kam šel, smo na Štop, pa kaj MKC in tako, ne. Pa še dosti prej, ki so tam še Šankrok so igrali, pa ne vem, to je bilo še pred Brecljem, no, so imeli, ne vem, tam, kdo je bil, pač, ki so furali ta MKC, preden je bil Breclj, no. Že iz tistih časov, no, recimo smo hodili dosti v Koper, no. Aha, že takrat so imeli pogosto koncerte tudi. Ja, je bil kot je zdaj, CMK, ne. Isti prostor, isto vse, pač dobro, spremenjeno malo, ampak osnova je ista, enaka, ne.
Pa so bili koncerti polni? Zmeraj je bilo tako. Tudi notri si mogel priti, ne. Ja, ker je bilo ogromno mladih, ne, pa so prišli vse posod, ne. So bili iz Motorini, pa so prišli iz vasi, so prišli, ne. S Hrvatino, iz Marezij, so posod, ne. To je bilo zmeraj. Pač, ne vem, tu vsem smo hodili, no. Tu je bilo to prizorišče aktivno. Še dan danes, no. Kaj pa recimo povezava s Trstom? Rekel si, da si kitaro kupil v Trstu, nam mogoče zaupaš, kje je ta trgovina, bi jo priporočal? Ja, tisto so zaprli že zdavnaj. To sem kupil po Skučju, po Skučju je bila po mojem najstarejša, pa največja, ne. Jaz sem rad hodil v tisto trgovino, ker je dišalo not po inštrumentih, veš, to je meni poseben vojn. Jaz tudi kitaro vedno, sploh če kakšna nova kitara, če nekje vidim kakšno kitaro, jo rad povoham, ki je tako univojne. Tisti, ki ve, zakaj se gre, ve, zakaj se gre, ne. To je zdaj, ne morem tako povedati. Lak na lesu, recimo. Ja, ki je univonj, ne vem, ti prav, da meni mi dosti pomeni, tudi pove nekaj o inštrumentu, no, tako, les, uno. No, pri Skučju sem kupil to kitaro prvo, je tudi bila, recimo za tiste razmere, ona je pa bila, ne, ona prva od Arije. In bila pa takrat za tiste razmere 2 plače, no. In še carino, ki sem jo na carini pol vzeli, ne. Trst pa zaradi strun, zaradi vsega, ne, ker pri nas ni bilo, pri nas Mladinska knjiga je imela strune, sem šel po strune, ne, takrat itak za akustično, kovinske, specialni švedski čelik, ne, pa si odprl one strune, ruzno not, ne, to je bilo zaruznjeno, si kupil tam po kosih. To si montiral, one strune so, pa sem imel roke, veš, da res imam utrjene roke, si imel roke vse porezane od tiste rje, ne, pol si to malo probal polirati, ne, da lahko igraš, ne, tako tega, no, če prijem v Trst, tam ona omara strun, samo gledaš, ne, pol čakaš, kaj bi drugi naročili, ne, pa rečeš, okej, oni to, daj še meni te strune, no, ne. To je bila recimo ta prednost te neke svobode, ne, si šel v Trst, pa si imel tam, pa sem kar nekaj kitar kupil v Trstu, no, so bile te trgovine. Po Skučji, Muzikali Rossoni in ta, Technomusic, ne, tako, da so imeli, ne, neko izbiro, ne. Katera zdaj še obstaja? Muzikali Rossoni obstaja, Technomusic tudi, ja. Razen po Skučji, pa še on je zaprl, ne. Kje potem zdaj kupuješ strune? V Bamu ali pa po internetu pač, ne. Tako, pač v trgovino kupiš, ne, ali pa naročim, ne, pač. Ma grem jaz rajši, sem še malo staromodno, rad prijem v trgovino, ne, se lahko naročiš tudi, nema, tako. Mi je fajn priti v trgovino, pa še kakšno besedo izmenjaš, pa. Tako. Zdaj si v stiku tudi z novostmi lahko še. Ja, mogoče, ja, nekaj. Je super, povej nam mogoče še za konec, tvoje plošče lahko kupimo, vidimo, slišimo na spletu ali tudi kje v mesu? Namerno sem dal na splet, častim, ne, pač naj ljudje poslušajo, ne, pač zato pa je v končni fazi niti nekaj narediš, da to podeliš. Tudi Beyond Dreams se niti razmišljal, če bi ga sploh dal tiskat, bolj iz tega, ker je to samo strošek. Pač veš, jaz razdam, ne, od tega ne, jaz sem 90% teh plošč, 80-90, razdam pač, ne, onemu ena, pa tebi ena, pa tebi 2, pa ono, ne, tako da nekega, da bi imel nekih porinjih stroškov, tega nimam, ne. Jaz jih imam tu pa tam, komu kakšno prodam, ali pa pač, če da kakšen evro, drugače pa na internetu, tega se zastojim pač, gledaš pa pogledaš, ne. Sicer pa fizične nosilce imaš na CD-jih ali kako? Ja. Ne, mislim, malo še nekaj imam, no. Ne, sprašujem, ker zdaj je zelo moderno spet, da se plošče ponavadi dela, ne. Ja, zdaj smo spet tam, ne, veš, to je vse to, ne, input, output, ne, ti pravim, jaz o nekem inputu je brez se niti govoriti, ne. Pač imam to srečo in bi se zahvalil še zmeraj, ne, pač mojim, ki me podpirajo, pri družina, ki me podpira in tako in drugače, da lahko niti, da imam omogočeno, da lahko to živim s svoje strani, pač da lahko počnem to, kar počnem, ne, in imam še dosti lepih stvari za povedati. Stroški so, ne,
Razumeš, je takoj, ne, recimo, ne vem, snemanje prvega albuma je bilo, govorim samo o tistih, hitro 6-7 tisoč evrov, ne, pa drugi tudi je hitro 5 tisoč evrov, to so tisti osnovni pač stroški, ki pač ostane, ne. Ta Beyond Dreams je bil nekaj manj, ne, stroški so pač, ne, to ni, za plošče pa tudi, ne, zdaj, ne vem, bi mogel, ne vem, to, sem malo slab za unovčiti, bi rekli to, no, ja, tako, ja. Mogoče bi bila tudi družina malo manj podpirajoča, če bi imel še skladišče doma. Ja. Ne, sej još kaj razmišljam, tudi če iskreno povem, tako včasih tudi razmišljam, ne, tako da pač ni prav, da tako počnem s tem, ampak pač tako je, no, kaj čem, tudi nekako težko grem iz svoje kože. Ni prav, da kar, ne, bi rekli po domače v nedelje, ko svinje z mehom, ne. Je pa spet neko to, ko nekaj naredim in spet nekaj novega delam in tako, in tudi imam ene sodelovanja lepa, imam tudi ene plane za naprej. Spet... Lahko katere že izdaš? Se menim za letos, za en nastop, ma ne bom vsega, grem, enega bom pa izdal, ali no. Mogoče tako, da sem malo tudi jaz, nisem neki, da bi se dostivno. Grem, sem se prijavil na en razpis, brez veze, v Švico in kraj naslednji mesec v Lozano igrati na konzervatoriji. No, recimo taka za mene, ki nimam pojma, ki niti not ne poznam, ne, tako za mene en izziv, pa tako, neka, bomo videli, no, pustimo se presenetiti, no, tako. Obstaja vedno nekdo, ki se stoji za album, recimo, sem rekel Flego, sem rekel, veš kaj, menim eden od 500-ih, ne, sem rekel, če teh 500 CD-jev prodam in eden od 500-ih še pride in veš, da pride do tistega stika, to je za mene ful, ne. Ni vse za vsakega, pač tako kot vsaka glasba, pač, no. Lepo mi je od moje neveste, mama je zelo lepo povedala, ne. Je rekla, veš, da ti poje nekaj, veš, jaz pa ne morem, če se ne poje, ne morem poslušati, ne. In tako ful mi je lepo, ne, ono, ne. Ki poveš svoje stališče, ne, pač, če se ne poje, ne moreš poslušati, ne. Je različni vidiki, ne, različni dojemanje sveta, glasbe, kakorkoli. Sama sicer verjamem, da se da tudi navaditi uho, če tako rečem, da če glasbo poslušaš, recimo tako kot pravijo gurmani za hrano, ne, treba je 10 do 15-krat poskusiti, da se potem odločiš, a ti je všeč ali ti ni všeč. Ja, no, mogoče ja, tako. Elvis, lepa hvala, vso srečo v Švici, nama je čas žal potekal, upam, da te vidimo tudi kaj v domačih logih. Dobro, prav, hvala tudi tebi, hvala vam. Tako, dragi gledalci, lepa hvala, če ste mogoče zamudili kak del pogovora, vas toplo vabim, da si ga ogledate na našem YouTube kanalu Megafon TV, kjer lahko vidite tudi prejšnje oddaje in pa tudi druge oddaje naše televizije. Do prihodnjič, bodite lepo.